Lepo pozdravljeni nazaj v Tangenti, Peter Živjo. Živo Janez. Mesec je naokoli, tako da nova epizoda, kot obljubljeno. Kaj pa je že tema? No, danes ne bova probala nekako tako govoriti, kot so zadnjič, ker sva dejansko se prepustila miselnemu toku, in šla tja, kamor nas je vodil, ampak se bomo pač osredotočali na neko posebno temo, in s tem, prav iz tega razloga danes tudi nisva sama v studiu, ampak je z nama tudi Iva. Živjo, Iva. Živjo. Mislim, da imaš eno lepo čast, ne? Ja. Si prva gostja najnega podcasta. In to šele v drugi sezoni, Šele v drugi sezoni. Ampak to ne pomeni, da nismo prej probala. Ja, to bo ja. Ampak ni rata, pač ni prišlo do tega. Ni bilo odziva. Jaz sem zelo vesel, da si z nama. Tako tudi tema je dokaj aktualna. Govorili bomo na splošno v angažiranosti, Jaz bi rekel, da je to umetnost nezmožnega v tem smislu, ker o angažiranosti je vedno pride do vprašanja tudi prave mere, kaj je prava mera, ki pa vedno težko je določiti. Po drugi strani pa tudi v obdobju študija, saj se spomnim, so doskrat govorili, to je pa čas, ko ste lahko kreativni, kolikor želite, ampak po drugi strani, kaj so pa tiste prioritete, pa kam to kreativnost usmeriti, je pa vedno vprašanje. Ja, ker tega časa ni neskončno, tudi ti nimaš neskončne energije, in potem, če se lahko zgodi, da če se premalo angažiraš, če se premalo lotevaš stvari, ti lahko žal, in če se preveč razdajaš, ti je pa tudi lahko zelo žal, lahko pride do pomankanja časa za druge stvari, Zdaj nasplošno vajna izkušnja, mislite, da bi bila bolj angažirana ali ne? Jaz imam zase vedno občutek, da bi lahko več naredil. Ja, se tudi ampak po drugi strani se rečeš, pismo se tudi več kot to pa tudi ne moramo. Zdaj... Ja, mislim, meni osebno je to taka misel, ki ti jo nekako odganjam stran, ker nekako si pač nočem dati odmora, ker pač čas je omejen. Ne vem, zdaj mogoče mi to škoduje, in se bo ta škoda poznala kasneje v življenju, ampak ne vem, to recimo, da bi se rekel, ja, da je ustal se zdaj, in tako naprej. Kaj ne pa delam, če se bom zdaj ustavil, ne vem, tako, nekako moram biti zmeraj v gibanju, ampak to je nekako moja stvar, Ja, jaz imam podobno izkušnjo. Mislim, tako, mi je bilo prav tako včasih grozen, recimo, ne vem, če sem zbolela ali pa nekaj in kar naenkrat se je vse ustavil. Dobar, itak se že tako grozen počutiš, vročina, smrkanje, bla, 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 ampak pol pa pride ko v bistvu nimaš cel dan nič za delati, Jaz sem pa tako skozi navajena, da sem imela skozi ful stvari različnih, mislim, skauti verug, pevske, glasbena, jahanje, plesne, pač vsega. In ne vem, je pol kar malo hecen, ne vem, moraš včasih zdržati tudi brez tega, ali pa se včasih tudi malo ustaviti. Ne vem, tako, je zakompliciran najti to neko razmerje. Pravo mero. Pravo mero, Saj moja izkušnja iz pastorale, predvsem, ko sem deloval skauti, se mi zdi, da je pojav že pri otrocih tega starši, vpišejo neverjetno veliko število otroka. In potem do te pa te ure ima nogomet, do te pa te ure ima klavir, do te pa te ure ima skaute, do te pa te ure ima pa tista. Zdaj, kje pa je zdaj tisto pristno, ker se lahko pa res usede, pa je med družino, za družinske odnose, kako se gradi kle, ampak pa tudi, da delaš eno stvar, da delaš 100%, se mi zdi tudi en tak... Ja, jaz to razumem, ampak jaz bi rekel, da recimo, če si že izpostavil družine, pa starše, pa otroke, bi rekel, da je treba z otrokom zgodaj začeti delati. Pač ga dejansko treba upisati v različne dejavnosti, da se uspe nekako izoblikovati,
da se nekako vidi, kje je nadarjen, ne, in kaj mu leži, da se potem lahko mogoče tudi kasneje v življenju lažje usmer in da dobi različne izkušnje. Ne. Zdaj, po drugi strani pa razumem tudi to, ja, da če ima že otrok tak urnik, ne, ki ima dejavnosti tako back to back, ne, Ja. To verjetno za otroka ni najboljše. Čeprav mogoče, mislim, se mi zdi, da je zelo prikladno tudi za starše, da pač imajo otroci vsak dan nabit urnik. Veliko stvari, mislim, da pol tudi oni imajo mogoče tudi malo več časa zase, ali pa itak so v službi, a ne, in ne bi mogli skupaj preživljati časa. Plus ja, se strinjam to, da pač odkrivaš nekako svoje talente, jih neguješ in to, ampak se mi zdi, da je trend danes zelo tudi v tej smeri, da se bolj upošteva to, kaj starši hočejo za otroka, ne pa kaj bi otrok tudi hotel zase. Mislim, ker, ne vem, jaz sem hodila v glasbeno šolo in jaz, ne vem, s časoma mi je bilo to všeč, ker mi je šlo dobro in mislim, sem rada hodila tja, sem pa pač imela tudi sošolce, ki so tja z odporom hodili, zato ker so morali. In to se mi zdi pa ena zelo velika škoda, da ne vem, se ena tako lepa stvar, kot je na primer glasba, zagabi nekomu dejansko s tem, ker je to mogel početi, čeprav tega ni hotel delati, ali pa tega ni hotel delati na tak način, ali pa glih točno v tistem obdobju. Mislim, ne vem, da dobro, ja, nekaj je, da pač imaš nekaj teh dejavnosti, ampak ni pa treba spet otrok zasuvati. Mislim, samo enkrat si konc koncev ne otrok in ni treba prehitro odrastati. Ja, se to, ja. No, meni se zdi zanimivo, dobro, mogoče preslikam spet, ne, ampak to, kar si ti rekla, da se ti stvari zagabijo. Ne. Ena, se pravi, umetnost si tudi reči ne, jaz to doskrat to ugotavljam, ne. Ker je mogoče, kle ni vezan toliko na dejavnosti, ne, ampak je mogoče potem, ko je človek bolj vpet v določen ritem, ne, je pa tudi na nek način en socialno življenje, ne, lahko do neke mere je fajn, da si odprt, pa da se družiš, ne. Spet, kle smo pri prioritetah, ne, da znaš reči tudi, ok, mislim, te kdo prosi, da mi boš naredil, ne vem, to pa to stvar, ne. Na začetku rečeš ja, pa not padaš, ne, in te posrka, ne. In mogoče ne mu prav pride to, ne. S tem pa si, ne vem, kako bi rekel, ne. Prav ta, se me zastopil, ne, do neke mere. Umetnost reči ne. Jaz se spomnim tudi med študijem filozofije, mi je predstojnik prav rekel, ko me je poslal dotično pastoralno delo, je rekel, nauči se reči ne. Ampak jaz sem pogruntil, da se nisem naučil reči ne. Ker je bila ta aktivnost, pa rabimo še takrat enega zraven, pa tis, pa to. Tako smo imeli dokaj svobodne roke, no, ko sem primeril kakšne sošolce iz fakultete, iz kakšnih drugih tehle semenišč, ne. Njim so predstojniki jasno rekli, ti moraš sam klep boš hodil, drugega ne boš hodil, ne. Medtem, ker nam so dali določeno svobodo in v tej svobodi znajdeti se ni bilo tako enostavno, ne. In tako, ne, potem imaš pa razne misli, ne, pridejo, ok, se pravi, to zgleda mi je pomembno, zato so vprašali, kaj zdaj to pomeni, a lahko to brez mene, a res rabijo mene, pa mora biti ena prisotnost, ne, kot enega redovnika, mogoče bo dober del, ne, prideš pa čez mozgan domov, kdo pa študiral pola, ne, pa si pa misliš, ja, sej so me poslali sem, da študiram, ne. Sprav, to se mi zdi ena taka izkušnja iz mojega študija, ne. Sploh pa pol v koroni je bila pa še potreba, recimo, pri jezuitskem združenju za begunce, ker predvsem deljenje hrane je bilo še vedno moglo potekati ne glede na zaprtost, ne. Ampak ostali prostovoljci so se tudi izolirali, ne. Je bil en strah prisoten, da bodo mogoče kaj dobili, ne glede, da je bilo res strogo, da v bistvu nismo imeli stika z nobenim, smo samo tam zlagali v lunch pakete, no.
Ampak kar naenkrat je bilo pa treba pa še to delati, pa drugo, ne, in se res nalagajo stvari in pa človek je raztresen, užitka cuna, ne, se pravi, nima te življenjske energije, ne. Kaj je pa prej toliko izžarevo in zaradi česar so pol tudi do tebe pristopali in te presečevi, ne. Ja, in potem si tudi dejansko v enem takem precepu, ne, ker ne veš, a je res nekaj narobe, ne, in da moraš malo spremeniti stvari, ne, zmanjšati nabor dejavnosti, s katerimi se ukvarjaš, ali bi to naprej obdržal zato, ker imaš občutek, da tudi ti nekaj dobivaš od tega, ne, se pravi nekaj izkušnje, ne, nove ljudi spoznaš in tako, ne, in potem recimo stvari, kar prehajajo, ne, kakšne priložnosti, projekte in tako naprej, ne, in nekako se pa kar loteš vsega, ker te je strah, da boš nekaj pomembnega zamudil. No, meni je recimo zanimivo en tak pojav, ki ga jaz, ne vem, včasih malo vidim, no, recimo v cerkvi, predvsem vprašanje animatorjev, ne. Vidiš en kup mladih, zagnani, ogromno vložijo noter, ne. Po določene meri jih po cerkvi ni več. Ja. Se pravi, kam je šla ta energija, ne. Zdaj, ne, jaz mogoče malo z jezuitske perspektive zdaj gledam, ne, ampak imaš dve, jaz vidim vedno sferi, ne. Ali je preveč dajmo delati, ali pa preveč duhovnosti, ne. Tudi preveč duhovnosti, recimo, ki zdaj pravo mero najdete, ne. Zdaj, če greš v samo duhovnost, boš pol vse pol metra z nogami na tlemi, ne. In tudi ni fajn, ne, se pravi, kje zdaj, a veš, kje konkretno, ne. Ker duhovnost, če pravo, ne bi se že revala v življenju, ne. Ja. Po drugi strani pa spet, če pa sam delati, je pa tudi pol aktivizem v prvi vrsti, ne. Zato delo misliš v katerem smislu? Moram delati, pa moram. Ja, nasplošno, ne, vse to v bistvu, jaz mislim, da se izžareva tudi na drugačne načine povsod, ne, te dve skrajnosti, ne. Ena razsvetljenost, pa ti veš, kaj je boljša, ne, pa te briga kaj, ne. Recimo zaprto sva, se ne delaš sam, kar ti paše, po drugi strani pa ena, da se pretežno pa moraš delati, ne, pa razdajati se, pa vse tudi, če pogledamo, ne, najbrž zaradi tega tudi v današnji družbi toliko pregorelosti po teh zadev. Ja, izgorelost, ja. Jaz sem pač opazil, da imaš tudi tako dosti te take self-help, ne, literature, ki se ukvarja prav s tem, ne, prav s tem, kako reči ne. In mi je zanimivo, no, ker to pač zavrnitev nečesa se predstavlja kot neka spretnost, ne, ki se jo moraš pač priučiti. Ne. Mislim, da mi je nekaj zelo zanimivega. No, pač. Nekako smo kar nagnjeni k temu, da bi kar vse počela, kaj, ne vem. Ne. Mogoče je tle malo tudi, ne vem, mislim, tudi iz osebnih izkušenj, da pač, če rečeš ne, je pol tako že skoraj malo zamere, ne, pri ljudeh, mislim, pri drugih recimo, ali da so te nekaj prosili, ali pa da se od tebe pričakuje, ker ne vem, si recimo v tem dober, ampak pač rečeš ne in pol je kar tako, ja, zakaj si pa rekel ne, mislim, ne vem, meni se je to predvsem dobro, ker malo bolj tudi poznam, pa sem bolj v tem, ne vem, animatorske skupine ali pa tako, če se kakšni projekti skupaj pripravljajo. Mislim, ne vem, včasih imam tudi jaz skoraj tako občutek dolžnosti, da pa moram reči ja, ne, ker mislim, vse koncev delamo nekaj dobrega, ne, in mislim, bo tudi za druge. Ampak ne vem, po drugi strani pa včasih pol tudi, če pa ne delam z namenom pravim, pa mogoče tudi to ni glih najboljše. Ja, to je ono, ki te drži, ne, to, ki razmišljaš pač nek dober namen, pa rezultati bodo dobri, pa koristni in tako. Ampak se pač ja, kot jaz to vidim, no, se hitro zgodi, da posledično pozabljaš nase, ne, kar je tudi zelo pomembno, ne, da si ti v redu, pravzaprav, pa da ti gledaš na svoje življenje, ne, kaj bi ti rad dosegel, no, in na kaj se ti fokusiraš. Ne. Tako da ne vem, moraš v imenu teh dobrih namenov, no, mislim v imenu svojih življenjskih ciljev take stvari tudi včasih zavrniti, ne. Čeprav se sliši to zelo tako
Grdo mogoče. Ja, se to, ja. Ampak ne, jaz mislim, da tudi motivacija je vedno vprašanje. Ne? Jaz mislim, da vse, kar to pride, je zelo izredno, sploh v ritmu, ne? Ki nekako danes je zelo hyper, ne? Vse instant, takoj. Ne? V bistvu nimaš več tega časa, da se malo ustaviš, pogledaš nazaj. Ne? Jaz mislim, da doskrat, čemu se bolj posvetiti, pa čemu ne, je tudi dosti, da malo pogledaš, kakšna je motivacija od zadnja. A veš, če je neka, bom jaz na lažni izkušnji povedal, no, se pravi, jaz sem eno obdobje med faksom, to je bilo še pred jezuiti, ne, se spomnim, sem imel izredno, pač ni mi šlo, ni se poklopil. Res je bila ena taka težava tudi z učenjem, res sem vse zagabal. Ne? In takrat je bil en moj kolega, ki pa mislim, da je že nekaj je bilo pač, bi mogoče imel malo več časa. Ne? In pol je rekel, da pa se bomo kaj dobili na pijačo, ne? Gor pa dol. Ne? In jaz se spomnim, sem zato, da bi mal pobegnil iz te težave, ne, se rekel, ni problema, ti sam poklič. Ne. Pa nima bilo veze, sem šel z njemu na kolo, ali smo šli na pijačo ali pa tako. No. Ampak, ko gledam zdaj nazaj, sem rekel, ta motivacija je zanimiva, ne, zakaj. Pač tudi ni da bi bil gojil en odnos, ne, ampak je sem zato, da se bom jaz umaknil iz ene težke situacije, ki v bistvu ki je bila rešljiva, tako da se sam soočil z njo, pa da greš čez to krizo. Ne. Ja, no, tako, kar hočem povedati, je to, da res, koliko smo mi pozorni na teh motivacijah, pa na teh prošnjah ali pa bilo kaj ponudbah, ne, ki nam mogoče reči, to bi pa jaz delal, ne, kakšna je motivacija v zadnji. Ja, no, se sam bojiš reči ne, ali bi dejansko rad rekel ja. Ali pa strah pred tem, da bi zamudil nekaj, kar je zelo tako, kar ima potencial biti zanimiv in dobre izkušnje, v kateri lahko poveš svojim kolegom in tako naprej. Ne. Tudi to je lahko motivacija. Ali pa vnukom, če ne drugega. Ali pa vnukom, ja, sej. Ne. Čeprav, ne vem, mogoče to ni najboljša motivacija. Ne. No, sej, ja. Pa mogoče tudi ni najboljši trenutek za to početi, ne, v življenju. Ja. Tako da ja, jaz mislim, da res to je vprašanje, ne, da si vzameš cajt, pa malo pogledaš, kaj je zdaj. Ti si res. Ja, kdo sem jaz kle? To, ja. V bistvu prioritete, ne. Kaj so moji cilji, ne. Kaj so moji cilji, kaj hočem narediti, ne. Sem bolje pa druga stvar, to tudi pol izvajati. No, mislim, recimo, ker se mi zdi, da se vsi lahko strinjamo, da je pač dober, kdaj tudi spreč, pa love yourself in to dober, čeprav ta je malo že tako na meji včasih, mislim, tako meni mogoče ta ni toliko zelo všeč, ne vem, to prepričanje ali pa ne vem, to, kar se zdaj zelo propagira, se mi zdi ta love yourself, ker smo vsi neki zelo self-care day. Ja, tako, ne vem, se mi zdi, da pol gre pa preveč spet malo vas, ne vem, se mi zdi, da je vse dobro, da se človek razdaja, ampak pač z neko mero oziroma... Da se razdaja za pravo stvar. Ne? Ja, da se razdaja za pravo stvar, ja. Ne samo, da se razdaja, ampak za nekoga, ne. A vama je drugače tako, vama je lahko reči ne? Ne, na splošno se mi zdi, da jaz kar imam probleme s tem, no. Da sem bil v preteklosti že na točkah, ko sem pač še nekako komaj dihal, ne. Ker pol si na toliko enih koncih in krajih, ne, pa nikjer čist zares, ne. In to me je zelo motilo, ker potem moraš gledati nazaj, no, in moraš nekako imeti skozi pogled na to, kaj si, kdo si, ne, in kaj greš, ne, kam greš, ne, to so ta bivanjska vprašanja, ne, na katere se mi zdi, da moraš zmeraj imeti odgovor. Ne. In zdaj, če si ti tako raztresen posod, ne, potem je to zelo težko. Ne. Kaj vse delaš, s čim se ukvarjaš, in če je tukaj en kup nekih različnih stvari, pa se pravzaprav razvodeniš. Vse rata površinsko. Ja, no, še to, ja.
Čeprav jaz imam pa, mislim, drugačno izkušnjo. Meni je bilo pa... Ženski itak ste sposobni multitaskati, ja. tako da imamo moške en handicap. Ne vem, meni je bilo pa vedno zelo dobro to, da sem počela veliko različnih stvari in da sem res vse počela na polno, ker jaz tudi nisem marala neke površinskosti, ne, mogoče lahko. Mislim, je ne maram in zaradi tega potem tudi, kjerkoli sem bila, sem vse hotela delati na polno in pač posledično je tako, da si potem tudi izmozgan, ampak sem imela mogoče bolj občutek dobre utrujenosti, čeprav ni bila vedno, ker sem vedela, da sem pač dala vse od sebe, ne? In ni bilo ono samo, da sem hotela biti povsod, pa sam tako malo, ampak da sem res dala vse, ne? In je bilo to dobro in je to mene gradilo. Je pa res, da če zdaj gledam nazaj, so bila obdobja, ko sem bila res pod stresom zaradi tega, ta deljena pozornost, ko moraš veliko stvari, z veliko stvarmi se ukvarjati, zna biti zelo naporna, sploh na dolge proge. No. Tako da, ne vem, ampak zdaj sem pa tudi v času študija, ki je malo bolj vse svobodno, sem pa tudi na 100 koncih in krajih, ampak mi je to dobro. No, lej, ampak jaz mislim, da nasplošno gledano, ja, imaš zanimiv point. Do neke mere tudi da vzame življenje kot eno učenje. Ne? Tudi, jaz mislim, da noben lahod po ravni črti. Ne? Vedno greš, mogoče kdaj si malo preveč naložiš, ok, kaj se bom iz tega naučil, ok, bom naslednjič pa zato malo vjugaš. Ampak je spet pa vprašanje, si te izkušnje preneseš na boljše, ne? Se naučiš kaj iz tega. Ja, ampak ta vse stranskost, ne, pa to lotevanje različnih stvari, no, in kaj vse delaš, in če imaš širok nabor aktivnosti, to je lahko po mojem tudi taka huda skušnjava, ne, da bi se komu res probal dokazovati in pokazati ljudem to svojo široko paleto stvari, ki si jih delal, in vse enkrat samo navesti tam na CV-ju, ne, in pogledajte to, ne. Ne vem, jaz mislim, da je to potem na konc koncev stvar vsakega posameznika, ne, če si se ti pripravljen žrtvovati, ne, in delati vse to za nek svoj cilj, potem zakaj pa ne, ne. Čeprav mogoče to ni najbolj priporočljiv način, zato ker se lahko to potem pozna kasneje na zdravju, seveda, ne. Tako da ne vem, jaz sem imel lekcijo o tem, no. Je bilo ene par momentov, ko sem bil zelo tako izčrpan, no, generalno, in ko sem ugotovil, da sem se nekako, čisto, ko sem se nekako, kako bi temu rekel, no, razvlekel, ja, nekako, ja, razvlekel na preveč koncev in krajev, ne, in potem več nisem nekako vedel, kam pravzaprav grem, ne, kaj je pač tist moj končen cilj pravzaprav, ne, kaj bi rad mi od vsega tega, no, tako nekako, no. Čeprav meni se zdi, da ja, je ta problem razvlečenosti, a ne problem li zato, ker si zadamo preveč različnih stvari naenkrat. Glih, ja, iz tega, ker nočemo zamuditi kakšnih priložnosti, no, to, ja, in to, a ne. Ampak mislim, še vedno pa se mi zdi dobro, da poskušamo različne stvari in to, ampak ne vem, sej pol je rešitev recimo tudi taka, da ne probaš vsega naenkrat, ne vem. Jaz sem pač zelo tak tip človeka, ki rada načrtujem tudi za 1 leto naprej. Dobro, sicer, če se to izpolni, pol je drugo vprašanje, ampak tako, ne vem, in potem mi je dobro, da si pač načrtujem naprej in recimo jaz sem si pač zadala, da bom zdaj v času študija vsako leto probala nekaj novega in bom pač tisto počela 1 leto in potem naslednje leto pač poskusim nekaj drugega, zato da, mislim, lahko da bom tisto obdržala, pa bom kaj drugega pustila, ali bom pa, ne vem, nekaj čisto novega poskusila, tako da so pač res različne izkušnje, spoznaš različne ljudi, različna okolja, če bi pa to vse počeli pač ja, hkrati naenkrat, te pa to res malo, lahko te malo dotovče, mislim, precej dotovče.
Ja, ampak to so recimo stvari, ne, ki jih narediš na lastno pobudo. Dobar, ja, a veš, kaj pa recimo prostovoljstvo? Ne? No, v tem smislu to te nekdo... To načeloma naj bi bilo tudi na lastno pobudo. No, se sem hotel tudi reči, da to je prostovoljstvo. V smislu, da te nekdo tisto nagovori, ne? Da se prostovoljno javi, da boš to naredil. Ker če se ne boš. Ja. Kaj pa, če bi se ti javil? Ti si tako fejst, ti si tako sposoben. Ja, ti se boš zato zihar javil. Ok, bom poklicnil, ja, se bomo zmenili. No, ampak klele zdaj, klebo, mislim, da tudi vprašanje svobode, ne? Koliko je pa to tvoje sploh svobodne odločitev? 100%, ne, pač. A veš, v teoriji, ne. Zdaj, konc si sam kriv, če nisi rekel ne. Ja, mislim, vse sem te sam predlagal, ja. Vse ko pa... Ja, poj pa to, ja. Pa smo spet par temu, kako rečeš ne, no. Zdaj smo pa užaljeni. Manipulacija, ja. Veš, je to. Ne? No, prav to ne, vprašanje tudi, koliko se zavedamo pri kakšnih stvarih, ki smo potunkani not na manipulacijo, ne. Pa najhujše, da so to ponavadi ljudje, ki so načeloma tako naši znanci, mislim, prijatelji, mislim tako. Ne vem, meni se zdi, da takrat je, ker itak te najbolj poznajo in vejo, kdaj bi za kakšne te stvari lahko, recimo bi bil ti tudi primeren človek, da jih izvedeš, ampak ne vem, random človek te verjetno ne bo zmanipuliral, da boš pač šel na neko, ne vem. No, lahko te tudi, ne, ampak zakaj si to govorila, ja, no, še kar je še bolj žalostno, ko včasih te osebe, tudi če mi poveš, jaz mislim, da klele si še predaleč. Doska tudi na bodo sprejeli to, ne, rečem to. Ali pretiravaš, ali pa ne. Tako da, ampak kako se zaščititi pred manipulacijo, ne? Ja. Jaz mislim, da spet... Zapreš se domov in ne. nikoma ne drugaš. Dobar, to pa vidite, ko rataš. Karantena. Ne, ampak jaz mislim, spet bomo se ponovil, je vprašanje motivacije, ne. Ti, ko nekaj delaš, ne, ok, da se, ne vem, jaz mislim, da smo malo pozorni tudi na občutke, ki jih doživljamo, ne. Sej, včasih mogoče rabiš kakšno brco urit, jaz sem tak naštiman, jaz sem po naravi zelo konzervativen. Kako pa, če ta vzpodbuda mogoče je za napačno smer, ne. Zdaj, pa pogledaš, ne, kakšna je motivacija pri sebi, zakaj to delam, a delam zato, da bi drugemu ustregel, ne. Ok, v redu. Okay, ampak ni Jezus rekel, služite drugemu? No, si to hočem povedati, praktično, kaj to pomeni. Ne. Okay. Pa si rečem pismo, ja, to mi je pa res nekaj, kar me je všeč, kar me izpolnjuje, ok. To se mi zdi v tem primeru, si rečeš, ok, to je ena stvar, v katero sem hvaležen, da me je nekdo odporinil, ne. Če je pa ena stvar, kjer res se ti čutiš, ne vem, izžetka cuna po domač povedana, ne, pa na koncu te pa še vedno ta oseba laska, kva si ti dober, ne, pa to. Ja. A veš, je pa mogoče ena stvar, ki si pa res lahko rečeš pismo, to pa nekaj, ki ne štima, ne. Razločevanje torej. Točno. Ja, ampak to so spet spretnosti, ne, zdaj. Ja, ker si jih učiš cel življenje. Ja, si to, ne, ti si lahko čisto zaslepljen s temi pohvalami, ne, potem. Ja, ker ti paše. Se prepustiš manipulaciji, ne. A pa videla, kakšno izkušnjo ste imeli, tako da vam je bilo žal za kakšno stvar, ki ste se angažirali. Ste že imeli kakšno tako izkušnjo? Ja. So bile tudi take izkušnje. Pač ja, kot, ne vem, jaz recimo sem bil naprošen nek dogodek organizirati recimo, ne, in sem dobil pač tudi podatke, da bo veliko ljudi in da se splača potruditi in tako naprej. Seveda pač vse prostovoljno in sem pač rekel, ok, bom tudi to naredil, ne, zakaj sicer ne. No, če zdaj pogledam nazaj, to je bilo že kar nekaj let nazaj, no, mi ni čisto jasno, zakaj točno sem to sprejel, ne. Ne vem, kaj je bila motivacija takrat, pojma nimam, ampak... Najbrž nisi uporač, ne. Najbrž to, ne. Pa kaj vse boš zamudil, če tega ne ja, no, še to, ja. In ja, na koncu je bilo pravzaprav tako, da je bil dogodek veliko manjši, kot so pričakovali, ne, in ljudje, s katerimi naj bi sodeloval, so pa pač zadnji hip nekako se umaknili, ne, in
sem bil pa na koncu praktično za vse sam. Tako da, ja, jaz sem pravzaprav, recimo, ne vložil kar nekaj dela v to, ampak sem bil na koncu, ja, tudi razočaran, ne, čeprav smo zadevo izpeljali, recimo. Zdaj sem sicer malo nekonkreten, no, ampak ne bi kaj preveč. No. Ja, je razumljivo. Je bila ta izkušnja, no, ko sem bil pravzaprav, ja, rezultat je bil pač pravzaprav to, da sem bil nekako razočaran. No. No, jaz mislim, da mi pride tudi zanimivo, ko si to rekel, ne, se pravi, da koliko je tudi raznih projektov, kjer se začrta, tako to bo prvi skupinski projekt, ne, in rata projekt ene osebe, ne. A veš, in je, to je spet umetnost, ne, ko se lotevamo kakšnih takih zadev, kako pa tudi eno ekipo vzdrževati, ne. Se pravi, ok, so lideri, ne, se pravi, da so, ne, ampak je izziv, se mi zdi, vsak vodja tudi mora imeti en talent, ne, v tem smislu, da zna druge pa spodbudati, ne. Včasih je tudi, se spomnim, kakšne izkušnje, ne, joj, pa moram sam da res, pa to moram tisti narediti sam, pa to, pa ti se treba polno. Čakaj malo, ne, sej tim, ne. Ja, okay. Ampak lahko, da ima pač tudi ta voditelj tak problem, da ne zna spustiti stvari iz rok. No, se to je tudi en izziv. Vse je sam naredil, ker samo on ve, kaj bo najboljši in Bog ne dej, da kdo kaj drugače naredi, pa pol se vna popolna slika čist unične. Ja, vse to sem hotel povedati, ampak spet... Oprosti, sem spet si boš povedala, ne, boš si povedala. Nekako ne znam elaborirati dobro stavko. To se mi da skratiti. Tako ja, mogoče tudi daj, ko se lotaš pa kakšnega projekta, kaj hočem povedati, si pa tudi preveč sam naložiš. Ne? In ne znaš videti tudi drugega in mogoče pa tudi zgubiš res eno priložnost v tem smislu, dobro se naredi ta projekt, ne? Ampak s tem pa zgubiš priložnost mogoče tudi enih odnosov, ki jih lahko poglabljaš, ki jih lahko gradiš nekaj lepega skupaj. Ne? Pa znajdeš se v začaranem krogu v bistvu. Tukaj je na koncu enih stvari, no, da si začneš, mislim, da začneš že pravzaprav jamrati, ne, kako si za vse sam in tako naprej. No, in poti pač sve, da ljudje rečejo, ne, pač, kako si za vse sam razdel naloge, ne, in ne, to pa tudi ne bi. Ne, in pa se lahko sam še po glavi točeš pravzaprav, ne, kaj bi rad pravzaprav, ne. Prej smo govorili o manipulaciji, ki pride strani drugih, ali pa kdaj je manipulacija, pa kdaj je samo ena brca rit, lepše rečeno pozitivno spodbuda. Kdaj pa, ko si mi sami mogoče preveč naložimo. Ne? Ker tako, meni je bilo všeč prej, Iva, ko si rekla, da znaš planirati za let naprej. Ne? To, kar je meni... više matematika. Tri četrt se ne uresniči pol. Ne, se prav. Mislim, da nekaj mi mora... takrat da dober občutek, kakor da imam stvari pod kontrolo in da vem, kam bi rada prišla. No, imamo še en zemljevid, en horizont vidoš, ne? Se prav si orientiran tega, pa itak, če te pa življenje drugam popelja, ne, si pa tudi fleksibilen. A si. Včasih je pa se mi zdi, da tudi to problem, ko imaš toliko začrtan, kaj bi zdaj točno rad, da če slučajno kaj se skrene s poti... Konc sveta. Ja, konc sveta, ne. Ne vem, jaz sem to zdaj... Ja, glih v času študentskih let, ko sem začela jemati življenje veliko bolj tako načil in manj tako, dajmo si ne preveč stresirati, če se ni treba. Da, mislim, kakor jaz se ti že večkrat rekel, da koliko nam je žal včasih za kakšne stvari, ki jih, mislim, priložnosti, ki jih ne izkoristimo, ampak se mi zdi, da se tudi iz teh stvari, ki jih obžalujemo, ali pa priložnosti, ki jih nismo izkoristili, veliko naučimo. Ali pa tudi iz priložnosti, ko smo rekli ne, pa čeprav bi mogli reči ja, da prej si ti govoril o tem nekem dogodku, ki si ga ti organiziral. Jaz sem imela tudi pač eno tako izkušnjo, da sem tudi mogla prevzeti neko bolj tako voditeljsko vlogo in meni to res ni všeč. Mislim, ni mi to dobro. In je bilo tudi, mi je takrat bedno in se nisem dobro počutila, ampak po drugi strani sem se pa tudi iz tega zelo veliko naučila. Dobro, verjetno ne bom nikoli več, no, ne vem,
nikoli ne reci nikoli, ne? Kdo ve. Da ne bom pač prevzela več takih projektov ali pa nalog, ampak je pa tudi to, ne vem, sem se naučila nekaj o sebi, je pač bila neka izkušnja, ki me gradi in mogoče prevečkrat mečemo v stran vse tisto, kar je bilo slabo, pa hočemo samo tisto, kar je bilo dobro, ampak se izgrajeni smo pa in iz tega, kar nas je tolkalo in iz tega, kar nas je dvigalo, mislim, tako. Jaz mislim, da je to en lep način, na kaj se lahko zaključi to naš pogovor. Dobra sinteza. Meni pride, mi na misel mi pride praktično, kar si povedala, bi Pavel rekel, tistim, ki ljubijo Gospoda, vse pripomore k dobremu. Ne bo to tudi en tak mogoče vodilo, da se ne jemljemo preveč resno, ampak da znamo pa tudi pogledati, kam gremo, kam nas pelje motivacije. Kaj motivacija je, ne? Ja, točno to je. Ne? Pa se včasih tudi prepustiti spodbudam Svetega Duha. Ja. Iva, najlepša hvala. Ne? Hvala za povabilo. Ja, mislim, da tema tudi ni bila ne vem koliko lahka, tako da, ampak jaz mislim, da smo kar nekaj stvari odprli. Zdaj ugotavljam, Peter, da je veliko lažje improvizirati, kot eni dotični temi govori. Ja, kot mi tak strog, rigorozen scenarij, ne, se doskrat ne obnese. In se bojo obetale še kakšne take impro? Mogoče, ja, če bo Janez za. Sam, veš, vedno moraš imeti na začetku moraš imeti eno. Ja, nekaj moraš imeti, ja. Eno kost moraš vršiti. Ne sme biti napisan scenarij, mora biti kakor miselni vzorc. Okay. Bomo vzeli na znanje. Ja, bomo poplanirali zdaj. A še to, ta pedagoška čeprav danes tudi nismo imeli, dobro, tema, jaz mislim, da je samo po sebi že dokaj zahtevna, ne? Ampak danes nismo imeli tudi enega dotičnega scenarija. Vsak imel ene svoje zapiske. Miselne vzorce v glavi, ne? Ampak jaz mislim, da kaj pozitivnega bodo tudi poslušalci lahko odnesli. Sem pripričan. Ja, upam, no. Peter, imamo še kakšne informacije? Naš drugega razen vabila, no, da nas poslušate, se oglasite tudi naslednjič, no, oziroma mi se bomo oglašali, ne, tudi na naslednji epizodi. Ne. Naš podcast lahko poslušate na YouTubeu, pa na raznih platformah, od Spotifyja, Anchor, Google Podcast in tako naprej. Lahko nas tudi kontaktirate prek Facebook strani. Ja, za kakšne predloge. Feedback. Lahko tudi lajkate. Naj bo pa to zadano dost. Ja, hvala lepa za pozornost, Iva, hvala še enkrat za sodelovanje, no, in se potem slišimo oziroma bomo v kontaktu naslednjič. Ne? Tako, fajn se imejte, živijo. Ja. Dio.